Jaz sem Janin, tole, kar gledamo, je pa oddaja Popotnik. Tamle zadaj za mano gledate posnetke, ki sem jih napravil letos, se pravi lani decembra, zdaj je že april, torej pred dobrimi 3 meseci. Ampak danes se ne bomo pogovarjali o tem, pač pa se bomo pogovarjali o tem, na kakšen način je treba snemati, video snemati. Zakaj? Zato, ker sem obupan nad tem, kaj vse počnejo ljudje s svojimi telefoni in vam hočem povedati, da ne delajte tega. Naslov te oddaje je snemanje za telebane. Jaz pa hočem ravno to, da vi ne bi bili telebani in vsem tistim, ki so telebani, moram povedati, kako naj snemajo, da bojo nehali biti telebani. Namreč, danes velika večina ljudi snema s telefoni. Zdaj, če ste malo starejši kot 10 let, potem veste, da so bili telefoni včasih takala majhna stvarca. Potem so postali malo večja stvarca in nekateri so se dali celo preklopiti. In kasneje so prišli ven prvi Samsungi, tole je moj Samsung Omnia izpred ne vem koliko let, ki še vedno deluje. Pa so postali še malo večji in danes so vsi že takole veliki. Skratka, več ali manj danes vsi snemajo s temi telefoni. Vmes med prvo in drugo fazo je bilo pa zelo popularno, da so si ljudje nabavljali telefon, ki se je takrat imenoval BlackBerry in je bil zadnji krik tehnike. Recimo, da je bil velik, kaj vem, malo manjši kot tole in je imel ležeč ekran. In ljudje so snemali takole in si dobil pač ležečo sliko, kar je prav. Danes pa še vedno počnejo enako, se pravi, še vedno držijo telefon po konci in snemajo takole, kar je pa seveda kiks. Zakaj? Malo pogledajte, kako smo narejeni, ne? Imamo dvoje oči, eno oko je levo, eno je desno. Ni eno oko zgoraj, eno spodaj, ker v tem primeru bi gledali takole sliko. Gledamo pa takole sliko, se pravi ležečo oziroma vodoravno. Če pogledate ekrane in monitorji, vsi so napravljeni vodoravno. Nekoč so bili v razmerju 5:4, danes so pa v razmerju 16:9. Če greste v kino, potem boste pa zgledali še širšo platno, ki je široko 1:2,2. Se pravi ležeče, vodoravno. Zakaj? Zato, ker je to normalni način gledanja. Če hočete napraviti majhen test, napravite takole. Glejte naravnost, pa potem stegnite eno roko gor, dokoder še vidite, ampak glejte naravnost. Drugo roko stegnite dol, do tam, kjer še vidite in boste videli, da je kot med obema rokama približno 60 stopinj. Zdaj pa roki razširite spet do tam, dokoder še vidiš in boste videli, da ko je že 180 stopinj, še vedno vidite. Zakaj? Zato, ker je naše telo napravljeno tako, da gleda vodoravno. Na televiziji pa gledate celo vrsto posnetkov, ki so navpični, kar je za obupati. Zdaj ne vem, ali zakaj ljudje to delajo. Vsakič, ko gledaš koga, ki snema, ga boš videl, aha, takole stoji in snema. Namesto, da bi obrnil aparat tako. Poglejmo, kaj se lahko zgodi, če snemaš napačno. No, poglejte, tukaj sem zbral nekaj posnetkov z interneta, kjer so ljudje skoraj vsi po vrsti snemali narobe. Se pravi, snemali so s kamero obrnjeno na takle način. Morali bi snemati tako, ponavljam in bom še 10-krat ponovil. In pogledajte, kaj se zdaj zgodi. Monitorji so vsi vodoravni. In zdaj, če so oni snemali navpično, je treba vse tisto zožati in imaš na levi in na desni strani zablurano področje, kjer ni ničesar. Tisto, kar je pa zanimivo, je pa samo na sredini. In tisto je ponavadi posneto narobe, tako da vidiš tla in vidiš nebo, vmes je pa tisto, kar je zanimivo. In tisto, kar je zanimivo, ti ves čas uhaja iz področja, ki se ga vidi, zaradi tega, ker imaš pač kamero obrnjeno po konci, v tem primeru telefon. Zaradi tega je treba obrniti vodoravno. In tele posnetki, ki bi lahko bili odlični, ker tisto, kar je zanimivo, je levo in desno. Poglejte tukaj recimo, ne? Tukaj so snemali našega Primoža Rogliča, ki je seveda velik heroj,
ampak tisti, ki ga je snemal, je spet držal telefon po konci in potem dobiš ogromno polje levo in desno, ki se ga ne vidi. Vidiš pa tla in vidiš zgoraj nebo, ki pa nobenega ne zanima. Tisto, kar se dogaja levo in desno, tistega pa ne vidiš, zato ker je pač človek to kamero držal po konci. Narobe. Jaz sem nekoč napisal tole knjigo, ki se imenuje Popotniški priročnik in noter je cela vrsta nasvetov, jih bomo počasi pregledali, pa ne vseh danes. Danes se pogovarjamo samo o orientaciji, drugič bomo pogledali še o zoomiranju, pa o kadriranju, pa o švenkanju oziroma zasuk se reče temu po slovensko in boste izvedeli nekaj osnovnih napotkov, kako je treba snemati, če hočeš, da bojo posnetki dobri. Ampak danes se pogovarjamo samo o eni stvari in to je orientacija, se pravi, kako je obrnjena kamera takrat, ko snemaš. Če imaš videokamero, potem ni problema, ker tista je tako in tako obrnjena, tako da je slika položena pravilno. Tisti, ki pa snemate s telefonom, pa ne snemete tako, kot ste nekoč s tistim Blueberryjem, se pravi takole, ampak obrnite telefon tako, da bo slika vodoravna in jo boš lahko potem pogledal na monitorju ali pa na televizorju ali pa kjerkoli že. Vsak dan gledate v novicah in v dnevnikih kakšne posnetke, ki so jih ljudje posneli in vsakokrat vidite levo in desno ničesar, zgoraj in spodaj pa stvari, ki niso pomembne. Skratka, vedno mora biti telefon orientiran, obrnjen takole, vodoravno, ne pa navpično, torej ne pokončno, ampak ležeče. Zapomnite si to in ne bodite telebani. No, toliko za danes, razmišljajte o tem in se vidimo prihodnjič. Adijo.